so tisti znaki in simptomi raka ustne votline, na katere naj bo vsak posameznik pozoren, tudi če redno obiskuje zobozdravnika, kaj je tisto, na kar mora biti pozoren in obiskati zobozdravnika, ker bi lahko nakazovalo, da gre za tako rakavo spremembo. Ko govorimo o raku ustne votline, vedno izhajamo iz tega, kakšna je normalna sluznica v ustni votlini, ki je rožnata, vlažna, elastična, mehka. In takšne so tudi vse mehke strukture, ki jih imamo v ustni votlini oziroma tudi v ustnem žrelu, ki je dosegljiv pregledu skozi usta. In za kar ni potrebno nobenih inštrumentov, nobenih diagnostičnih slikovnih preiskav in tako naprej. In ga pač lahko do neke mere opravi sam pacient, v malo večji meri potem zobozdravnik ali osebni zdravnik, potem pa še pač ostali specialisti, ki se ukvarjajo z problematiko raka zgornjega aerodigestivnega trakta. Skratka, izhajamo iz normalne sluznice, ki je rožnata, elastična, mehka, vlažna. Karkoli odstopa od tega v barvi, v elastičnosti, v kvaliteti, pač mora nekdo pogledati, ki bo znal spremembo oceniti. Ali je to modro, ali je to belo, ali je to rjavo, ali je to rdečo, ali je to ulceracija, se pravi razjeda, ki krvavi, ki je večinoma ne boleča, ali pa če se celo že rak razširi v bezgavke na vratu, potem imamo tudi trdeline na vratu lahko in tako naprej. Spremembe, kot so majavost zob, motnje govora, težave pri požiranju so pozne in so že velikokrat znak napredovalnega raka. Kaj pa potem v teh primerih? To se pravi, ko pa je rak diagnosticiran, kakšno je pa potem zdravljenje raka ustne votline? Zdravljenje raka ustne votline, vsi pacienti, ko je rak verificiran, se pravi patohistološko dokazan, ko so opravljene vse potrebne diagnostične preiskave, pacienta predstavimo na konziliju. Na konziliju, ki je multidisciplinaren, pregledamo pacienta vsi, ki zdravimo rak glave in vratu oziroma ustne votline. To smo kirurgi, to so radioterapeuti, to so onkološki internisti oziroma kemoterapeuti. Na teh konziljih se določimo, kakšno bo zdravljenje in oziroma kakšno bo zaporedje zdravljenja. Večinoma rak ustne votline zdravimo najprej kirurško, potem pa glede na slabe prognostične dejavnike, ki jih ugotovimo v preparatu odstranjenega raka, se pravi lokalna razsežnost raka, prizadetost bezgavk in še nekatere druge stvari, se odločimo, ali je potrebno še kakšno od dodatnih zdravljenj, se pravi radioterapija, kemoterapija in tako naprej. Verjetno, če je rak prepoznan zgodaj, je lahko zdravljenje veliko bolj uspešno. Kje je tukaj mogoče razlika? Kaj se tukaj zgodi? Verjetno... Razlika med zdravljenjem začetnega raka ustne votline in pa napredovalega je dan pa noč. Tako v posledicah zdravljenja, v smislu spremenjenega govora, težav pri hranjenju, požiranju, funkciji odstranjevanja zob, odstranjevanja čeljusti, kot tudi v prognostičnem smislu, se pravi v preživetju raka oziroma v kvaliteti življenja naprej. Tako da naša želja je, da bi čim več pacientov prišlo z začetnimi raki, s takimi, ki jih lahko zdravimo samo z eno modaliteto, naprimer samo z operacijo oziroma celo mogoče z omejeno operacijo. Vsako pač dodatno zdravljenje pa seveda, kot sem rekel, poveča težave, ki jih imajo pacienti in spremeni kvaliteto življenja po zdravljenju. Žal je v Sloveniji še vedno tako, da več kot 60% bolnikov z rakom ustne votline pride v napredovalih stanjih, se pravi, da potrebujejo multimodalna zdravljenja, mutilantna zdravljenja, včasih tudi rekonstruktivne posege z presajanjem tkiva iz oddaljenih tkivov, rekonstrukcijami čeljusti in tako naprej, kar pa kot rečeno vpliva in na kvaliteto življenja in na preživetje.
V duhu tega, da bi odkrivali, da bi imeli paciente, ki bi prihajali s čim manjšim rakom, se pravi, da bi povečali prepoznavanje oziroma zavedanje o nastajanju raka ustne votline, smo že pred parimi leti maksilofacialni kirurgi skupaj z zdravniško zbornico organizirali presejalne preglede pri zobozdravnikih in s tem pač računamo na to, da bodo tako zobozdravniki, ki tako pa splošni zdravniki seveda tudi, ki jih tako in tako že v času študija opozarjamo na spremembe na sluznici, ki so problematične, da so pozorni na njih, da sluznico vedno pregledajo v celoti, da so pozorni na to in da vse to, kar odstopa od te normalne sluznice, o kateri sem govoril, pošlje naprej, verificirajo oziroma pač ne rečejo, vse bo to v redu, pa se to ni nič hudega, ampak da pač na to odreagirajo. Hkrati z takšnimi v bistvu akcijami opozarjamo tudi paciente na to, na eni strani na to, da so pozorni tudi sami na preglede sluznice, na drugi strani pa tudi na faktore, ki povzročajo raka ustne votline in ki jih moramo imeti, to je pa kajenje in pa pitje alkohola, posebej tehle žganih pijač. Kakšni pa so trendi, vendarle zaradi teh preventivnih akcij opažate, da se razmerje malček izboljšuje vsaj malo? Seveda opažamo to. Opažamo, da pacienti prihajajo bolj ozaveščeni, da prihajajo z manjšimi raki oziroma da pridejo pokazati tudi spremembe na sluznici, ki jih skrbijo, ki pač odstopajo od normale, pa potem oceni strokovnjak, tole bomo pa opazovali, to ni pa nič nevarnega, to vas pa ne skrbi. Vsekakor podpiramo in si želimo, da bi bilo tega čim več.